Ko te v 5:30 zjutraj takle razgled pričaka, ko greš, se vstaneš in se zjutraj pregibaš. In to je tudi danes moja današnja tematika je gibanje telesa. Velikokrat, sploh ko smo na duhovni poti, gremo takoj na nivo, na energetski nivo, na nivo energij, na nevidni nivo, na duhovni nivo. Pozabimo pa tista prvi nivo. Prvi nivo je pa fizični nivo. In vsi trije nivoji, to se pravi fizični nivo, miselno-čustveni nivo in pa energetsko-duhovni nivo, bi lahko rekli, vsi ti trije nivoji so med sabo ena stvar. Ne samo, da so povezani, ampak tako tesno povezani so, da močno vplivajo en na drugega. In velikokrat, ko smo na duhovni poti, mi pozabimo, gremo takoj na meditacijo, na energetski nivo, na hipnozo, na vizualizacijo. Skratka, pozabimo na ta fizični nivo, na fizično telo, na fizični nivo, ki je pa osnova. In če to zgrešimo, če fizično telo ali pa fizični nivo zanemarjamo, nam tudi ostala dva nivoja ne moreta teči. Zato, ker telo je tempelj duše, ali kakorkoli bi pač rekli. Telo je osnova, preko telesa se vse dogaja. Ne? Telo je tisti mehanizem, preko katerega energija teče, zato da lahko mi ustvarjamo v življenju, zato da lahko izkušamo, zato da lahko živimo življenje, ker to je bistvo, ne? Da živimo življenje. Da živimo v smislu, da živimo bolečino in da živimo veselje in da se veselimo. Vse je zajeto tukaj, ne? Tako kot smo v prejšnjem videu govorili. Tema in pa svetloba. In zato je zelo pomembno, da mi telo vsak dan vključimo v to in da ga pregibamo. Da se gibamo. Da se prešvicamo. Da ga spravimo v pogon. Ne? Za mene je to pač jutranja ura, zelo zgodaj, takoj ko se sonce vstane, ne vem, ob 5, grem jaz ven. Če se le da, ne? Če ne grem prepozno spat. In pregibam telo. Ne? To pomeni, da hodim 1 uro. Pol ure je za mene premalo, 1 ura je pa glih dosti. Včasih grem na hrib, včasih po ravnini hodim, včasih tudi malo tečem zraven, ampak v glavnem je to hoja. In ko greš zjutraj in se takole prehodiš, ti ne rabiš nobene kave, ne rabiš nobenih poživil, zato ker ti je že ta hoja in ta jutranji zrak in jutranja energija, ki je zelo podporna in zelo močna, prečisti tvoj prečisti tvoje telo, prečisti tvojo energijo, zato da lahko ti v dnevu dobro funkcioniraš, zato da lahko ti po telesu teče energija, zato da lahko ti ustvarjaš, zato da lahko razmišljaš, zato da lahko čustvuješ, zato da si ti v fizični in pa posledično tudi psihični kondiciji. Ne? In zato, ko pride bolečina, ko pride nekaj, s čimer se moraš soočiti, da ne pobegne stran, ampak da je tvoje telo in tvoja psiha, da sta v kondiciji, ko rečete, ok, bom tle, bom zdržal, ne bom zbežal. Ne? Ne bom šel na pier, ne bom pobegnil stran, ne vem, pred televizijo, ne bom pobegnil stran v samoto, ampak bom zdržal. Bom zdržal v odnosu, bom zdržal v družini, bom zdržal s problemom nekim, ki ga imam poslovnim. Bom se srečal s tem človekom, čeprav mi je težko, zato da razčistim odnos. Skratka, da imamo to kondicijo na mentalnem, na čustvenem nivoju je fizični nivo ključen. In zato je to vsakodnevno gibanje, za mene to pač 1 uro, jaz mislim, da manj težko, no, je zelo, zelo pomembno. Zdaj pa kaj pa gibanje za vsakega posameznika pomeni, je pa to čisto njegova stvar. Ne? Eni grejo na kolo, eni grejo v fitness, eni delajo, ne vem, take in drugačne vaje, jogo. Ampak to gibanje je, mislim, osnova je, to je enostavno po eni strani, po drugi strani se nam pa zdi tako enostavno, da misliš, jaz rabim pa zdaj neke, bi rekel, bolj duhovne
stvari, ne. Bolj duhovno se moram jaz udejstvovati, ne. Moram toliko in toliko meditirati, moram toliko pa toliko knjig brati. Ampak tista osnova, tisti temelj je vedno telo. Ne, fit telo. Je pomembno tudi tle, da ne pretiravamo, zato ker zelo hitro lahko mi, ko vidimo, to nam pa koristi, to je pa fajn, pa se začnemo potem malo oklepati tega, pa rečemo, zdaj pa hočem, da je še bolj fajn, zdaj bom pa 2 ure hodil na dan, ali pa 3 ure hodil na dan, ali pa bom pa 1 uro tekel, ali pa bom, ne. Moramo tudi paziti, zato ker vsega je treba delati toliko, ko dejansko kot telo rabi, nič več, ne. Tudi jaz moramo toliko, kot telo rabi, če pijemo preveč, ni v redu, če jedemo premalo, ni v redu. Zato moramo tudi paziti, ne, zato ker če preveč mi gremo v to gibanje, pa kar se tudi meni že zgodilo, ne, se preveč nekako kleneš tega, pa mogoče majčkeno manj spiš, zelo hitro gre telo v adrenalinsko stanje. V adrenalinskem stanju pa izčrpava energijo, ne da jo dobiš energijo z gibanjem, ampak ti izčrpava telo, zgubivaš energijo. Gre telo v stres, ne. To pa spet ni v redu. Tako da to je potrebno tudi vedeti. Ampak hočem samo reči to, da na fizičnem nivoju, na nivoju telesa se vse začne. Če mi hočemo biti zdravi fizično, če hočemo biti zdravi psihično, če hočemo biti zdravi na duhovnem nivoju, je osnova in začetek pri telesu. Da vsak dan pregibamo telo, da smo s svojim telesom. Ker mi tudi, ko mi gibamo telo, to nas da avtomatsko v sidro, v sedanji trenutek. Povezavo z tukaj in zdaj. In to je najlažje preko telesa narediti. Tudi joga se dela pred meditacijo. Zakaj? Zato, da se telo pregiba, da postane telo pretočno, da se telo pretegne, zato da lahko energija teče. In enako je z gibanjem, ne? Zato je gibanje pomembno, zato da požene energijo po telesu. In ko se mi takole zjutraj pregibamo, velikokrat potem ne potrebujemo več nobenih poživil, zato ker pridemo živi nazaj, sploh če se malo prepotimo, pridemo nazaj živi, pridemo polni energije in ne potrebujemo več dodatnih poživil, zato ker tisto nam je bolj že preveč, ne? In sploh ne rabimo neke kave, čaja, karkoli. Zato ker imamo toliko energije in potem posledično, ker se mi pregibamo zjutraj, imamo več zbranosti, imamo več fokusa, imamo več elana za delo, imamo več idej, ne? Ker tudi med gibanjem, ko mi poženemo energijo, dobimo več idej, dobimo več zamisli, dobimo rešitve za določene probleme, ki jih prej nismo imeli. Ker tudi, če pogledamo mi reko, ne, voda se skozi giblje, skozi telovadi v narekovajih, ne. Če pogledamo živali, če pogledamo pač vse v vesolju, vse na zemlji, skozi je v gibanju. Seveda tudi v počitku zraven, pa pretežno je to gibanje, ne. In zato je tudi pomembno da mi smo v gibanju, da energija teče. In to je pač pregibanje fizičnega telesa, to je čista osnova, to lahko naredi vsak, ne. Samo čas si mora vzeti in to delati potem, če tega ni navajen, cirka en teden, 7 dni, in potem telo pade v ritem in je to pač zelo hitro postane to nova navada, ne. Ker ne gre tukaj samo za gibanje, gre se za spremembo celotne biokemije v telesu, ko se mi gibamo, ne. Sprožimo dopamin, sprožimo serotonin, ne, to se pravi te dobre nevrotransmitorje, in to je tako kot ena naravna droga, dobimo veliko kisika v sebe. In to je osnova za vse težave, takšne in drugačne, psihične in fizične, je gibanje. Zato je to res ena taka osnova, ki lahko čisto vsakmu pomaga, če se tega poslužuje. In gibanje je osnova za vse nivoje naprej. To se pravi, mi smo na fizičnem nivoju,
Gibanje na fizičnem nivoju, to je osnova za potem naslednji nivo bivanja, miselno-čustveni nivo in pa potem seveda na duhovni nivo. In vsi trije nivoji morajo biti usklajeni, vsi trije morajo biti povezani, začne se pa z gibanjem. Če tega ni, potem bomo težko miselno aktivni, težko bomo zbrani, težko bomo ostali s svojimi čustvi, težko bomo predelovali svoja čustva, težko bomo pogledali tam, kjer je težko, in težko bomo tudi v končni fazi, težje bomo meditirali, težje se bomo sprostili, težje bomo šli v te globlje duhovno-energetske sfere, kjer misli ni več, kjer je samo še energija. To je tisti del, ki ni zamisljiv, ki si ga niti zamisliti ne moremo, kvantni nivo. Težko bomo šli tja, težko bomo šli globoko, če naše telo ne bo fit, če ne bo premigano. Evo, tako je, to je to. Zdaj grem pa počasi dol nazaj, domov, iz tegale razgleda bo počasi konec, sonček se bo počasi dvignil, tako da, evo, tamle je z mano Maksi, že čaka, da gremo. Tako da, evo, lepo bodite, imejte čudovit dan in pa prijetno gibanje.